Lepo pozdravljeni. Veseli me, in pričakovala sem, da boste prišli v takem številu. Posebej pa me veseli, gospod Drago Jančar, da ste vi osrednji gost in zvezda večera. Za 11. roman In ljubezen tudi ste dobili 4. Kresnika, če se ne motim. Nagrad, ki ste jih dobili, je veliko vedno in mislim, da je prav, da se s tem vsi nekako pohvalimo. Vas uvodoma predstavijo, da ste najbolj bran, najbolj nagrajevan in najbolj prevajan slovenski avtor. Ne vem, če ste najbolj bran, pa ne vem. Tukaj imate mikrofon. Ob podelitvi nagrade letos na Rožniku junija ste rekli med drugim, da je ta roman čakal, da ga napišete. A to velja za vse romane, da vas čakajo in kličajo? Ne za vse, nekatere iščemo oziroma prihajajo po nekih naključjih, po nekih branjih, po nekih osebnih izkušnjah in potem, ko se neka ideja skoncentrira in jo začnem pisati, je tukaj, čeprav jo včasih odložim. Tudi to se je že zgodilo, recimo, pisal sem roman Katarina Pavin jezuit 3 leta in ni šel naprej in sem ga zaustavil in napisal vmes en drug roman Maj november in potem sem se zlahka vrnil k tej temi, ker je tema je široka, zahtevna, terjala je tudi veliko študija in tako naprej. Medtem ko ta roman, za tega pa bi lahko rekel, da me je čakal, zato ker prihajam iz Maribora, kot veste, čeprav sem zdaj že več let v Ljubljani kot v Mariboru, me še zmeraj imajo za Mariborčana in tudi sam se tako počutim precej. Živel sem v Mariboru in bil sem rojen v letih po vojni in seveda takrat je bila še zmeraj ves čas v zraku vojna. Vse otroštvo od tistega trenutka naprej, ko sem se samega sebe zavedal, sem poslušal zgodbe iz vojnega časa. Nekaj tega najdete v romanu Drevo brez imena. So včasih v kuhinji sedeli oče in njegovi tovariši iz Zveze borcev ob vinu in govorili vse noči in marsikaj tega je seveda ostalo. Ampak še naprej, seveda vsa poznejša leta, Maribor je živel v znamenju vojne, v znamenju nacistične okupacije, v znamenju upora, veliko je bilo nasilja v zraku, tudi čutilo se je ga na ulici, v gostilnah in tako naprej. No, potem je ta čas minil, ampak meni je nekako ostalo in pozneje se mi je zdelo, da je prišel čas, da ga napišem, preden bo prepozno. Preden greva k temi romana, me je pravzaprav v delu, v zapisu o nagradi pritegnilo nekaj čisto drugega. Napisali so, da ste prišli tik pred podelitvijo nagrade na Rožnik. Kako to? Niste imel namena iti na Rožnik? Ste tukaj blizu? Nisem imel namen, če ne bi dobil nagrade. Torej, meni je zelo težko tam sedeti in čakati 3 ure. Jaz mislim, da je vsem avtorjem, mogoče si bo morala žirija ali delo izmisliti nekaj malo manj, mogoče je komu to lahko, meni ni. Sedeti je treba tam 3 ure ali nekaj takega, govoriti v mikrofone, govoriti pred kamerami in tako naprej. In v takem trenutku, ko človek misli na roman in kaj se zdaj z njim dogaja, meni se ni lahko odločiti in tam sedeti. In rekel sem, obvestite me, če bom prišel, če ne bom. Zelo preprosto. Razumem. Mislila sem si, da vi ste dobili veliko nagrad, ne? Vsi vas poznamo, ste popularni, ljudje o vas govorijo, se pravi, se teh situacij nikoli človek ne navadi. Seveda ne, ampak ena nagrada, ker smo že pri tem čakanju na nagrade, nekoč sem bil nominiran v Nemčiji, v majhnem kraju, ki se imenuje Arnsberg. In tam je bil pogoj za nominirance, bilo je 10 nominirancev iz vse Evrope, da pridejo v Arnsberg in čakajo na odločitev žirije. Čakali smo cel teden, ves teden in človek več ne ve, kaj naj počne v tem mestu. Seveda smo kako noč tudi nekoliko ponočevali in
postopali po tistih ulicah, oprezali za člani žirije, kaj bojo odločili. Člani žirije so odpotovali, nas pa se še zmeraj držali tam za kakšne manjše pogovore, z srednješolci smo se pogovarjali in tako naprej, dokler potem ni prišel ta trenutek. In spomnim se, kako je bilo nekaterim avtorjem, ki so danes prav, ki so znameniti, neka ruska pisateljica, nek nizozemski pisatelj in tako naprej, ki so odšli praznih rok. In jaz sem nekako sočustvoval z njimi, kakorkoli sem bil vesel, da sem jaz dobil tisto nagrado. To je bila Evropska nagrada za kratko prozo, kar pomembna nagrada, pa tudi nekaj denarja. In takrat sem rekel, ne vem, če bom še kdaj čakal na tako nagrado, na kakršnokoli nagrado toliko časa. In šlo je stvar tako daleč, da z menoj je bil tudi prijatelj Ludwig Hartinger, ki je sicer prevajalec, da sva neko noč štavala in nisva več vedela, kaj bi počela. Takrat so bile v Arnsbergu lokalne volitve in so bili povsod plakati. In takrat sva naredila eno tako huligansko akcijo, s katero smo se zabavali pozneje. Bil je velik plakat sredi ulice in tak pano, na katerem je pisalo, bil je plakat SDP, se pravi socialistične stranke, na katerem je pisalo Arbeit, Arbeit, Arbeit. In mi sredi tega, ki nismo nič delali, sredi naše lenobe vsak dan in čakanje na to nagrado, sva mi dva, ne bom rekel kdo, mogoče je bil on, s flomastrom napisala Faulheit, Faulheit, Faulheit. Lenoba, Lenoba, Lenoba. Drugo jutro so dijaki, ki so hodili v šolo, stali v gručah tam in se zelo zabavali. Da niso zmagali zaradi vas. Preden ste dobili nagrado, ste imeli lani aprila pogovor v Mariboru in če se prav spomnim, ste dejali, tako težko izgovorim to besedo ljubezen in zdaj imam v naslovu. Vem, da je bil naslov najprej mišljen nek drug, meni je ta osebno veliko bolj všeč, predvsem pa me zanima, kaj vam pomeni ljubezen, kaj je za vas, kaj vse je ljubezen? Če to besedo težko izgovorim, potem še teže govorim o njej. Seveda nas spremlja to vse življenje in o tem je bilo, ravno zato je bilo to tako težko napisati naslov, ker je bilo o tem toliko rečenega od svetega Pavla naprej, ljubezen je vse in tako naprej, ljubezen premika gore. Od takrat naprej se neprestano govori, pesniki govorijo o ljubezni, obstajajo tisočeri ljubezenskih romanov in tudi v naslovu je velikokrat. In seveda to lahko deluje malo na robu kiča, če postaviš ljubezen ali pa koketiranja z gledalci, s poslušalci, z bralci, da bodo, kot da nekdo računa, da bojo zaradi tega knjigo bolj brali ali kaj takega. Ampak tu se ni šlo drugače. Od srednješolskih let naprej mi je hodi po glavi nek Byronov vers, ki ga je Menar zelo dobro po mojem prevedel, čeprav imajo zdaj prevajalci težave, ker je on dal malo drugačno, je premetal verze. Glej, ne pojdeva več dvoje, pozni čas noči in tako naprej. In ta vers me je nekako spremljal in življenje se utrudi in ljubezen tudi ali nekaj takega. In potem se mi nenadoma pojavil v naslovu tega romana in tik pred tem, preden sem dal knjigo, sem ga umaknil, na kar so me na založbi prepričali, da je pravzaprav po svoje prepričljiv, ker je dvoumen, že zaradi te besede tudi. Res je. Ampak malo ste se izognili temu, kaj je za vas ljubezen. Ljubezen do dela. Sem mislil, da dovolj spretno, pa ni bilo. Ljubezen je najbolj bistveno čustvo, ki nas spremlja v življenju, ker tudi kadar je povezano s sovraštvom. Nemci imajo izraz Hass, Liebe, Verhältnis, ljubezen, sovraštvo, ki sta zbiraj na nek način povezana. In nekako sem to dvojnost tudi skušal v tem romanu na nek način se dotakniti ali izraziti, ker sta si te dve veliki, strašni čustvi včasih zelo blizu. Hitro se spremenita, ljubezen se spremeni v sovraštvo in celo sovraštvo včasih v ljubezen. Kaj meni osebno pomeni, pa kaj ne rečem, velikokrat sem bil zaljubljen, je to odgovor. Ne vem, veste vi, kaj vam pomeni ljubezen?
Znani ste potem, da se poglobite, da brskate po arhivih. Zanima me, kako se je ta knjiga, ki vas je klicala in čakala, kako se je začela? Se je začela s to fotografijo, ki je na naslovnici. To je črno-bela fotografija dveh deklic v Mariboru. Je bila najprej fotografija, so bile te zgodbe. Kako se je začelo in predvsem me zanima, kako so te priprave, preden ste začeli pisati, kako je to potekalo? Sej, zaradi tega sem rekel, da me je ta knjiga nekako čakala, ker tu se je resnično to zgodilo, to je bilo nenavadno. V Mariboru sem imel neko branje, nek nastop v Mariborski knjižnici, čez nekaj dni mi je nekdo, neznana oseba, še zdaj ne vem kdo, poslal to razglednico iz Mariborskega vojnega časa. Mogoče sem kaj preveč o vojni govoril ali kaj, ne vem zakaj. In gledal sem to razglednico presej časa in videl te dve dekleti, ki se pogovarjata, in najprej sem mislil, da je to iz časa Avstro-Ogrske, verjetno neka stara razglednica. Nakar sem videl te premetane besede. Hotel Orel se je spremenil v Hotel Adler, spodaj pa so črke Orel še, se pravi, da je bilo samo 2-4 črke zamenjati. To se mi je zdelo že zelo nenavadno. No, nakar sem zagledal tega nemškega vojaka, poznaje sem malo pogledal uniforme, to je SS-ovec verjetno, in to nenadoma je dalo tej sliki nek dramatičen ton. In to me ni več zapustilo. In preko tega občutka, tega mirnega trenutka, tukaj imamo nekoga, ki je na kolesu, te dve deklici klepetata, ampak ta vojak je tukaj zlovešči, te črke, ki so tukaj premetane, so zlovešče. In seveda je iz tega trenutnega, bi rekel, navdiha ali udarca ob tej fotografiji, ko smo gotovo, da je ta miren nedeljski dopoldan, da je to pravzaprav okupacija, da je to čas, ko so nekateri ljudje v zaporih, drugi, tretji v hribih, ko nekateri trepetajo, ko primanjkuje tega, drugega in tretjega in tako naprej, sem naenkrat zagledal ta čas, o katerem sem toliko poslušal in ki ga prebral tudi in ki ga na nek način poznam. In čeprav ga nisem doživel, ampak to je bilo tik pred mojim rojstvom, se pravi, da je bil to nek embrionalni čas naše zgodovine, ki nas spremlja še do danes, seveda. In takrat sem videl eno od teh deklet, ki nagovori tega fanta, mislim tega nemškega vojaka, in stekla je zgodba, v katero so pa potem prihajale stvari, ki sem jih že poznal, za katere sem imel neke osnutke, neke ideje in tako dalje. Ampak sprožilni moment je bila dejansko ta fotografija. Zato zahtevam zdaj, kadar so prevodi, da je zmeraj ta fotografija na naslovni strani. Je bilo tudi to kopanje, kljub zgodbam, ki so se v vas nabirale, akumulirale, ste se zakopali v kakšen arhiv, ker so zelo konkretne stvari noter. Sem bral, seveda, nekaj sem bral, koliko so zgodovinarji od teh materiale, ogromno je napisanega o vojni. To so, kaj vem, teksti Milice Ostrovškove, Franceta Filipiča in tak naprej. To so bili teksti, ki so napisani, mnogi bili po vojni, mnogi so ideološko, mislim, bi rekel, mitologizirajo stvari, tako kot smo se mi tudi učili. Jaz sem tudi šel skozi vse te šole. Ampak je pa v njih vseeno toliko življenjskih podatkov, toliko situacij, toliko stvari, ki so jih oni vzeli iz nekih nemških arhivov in tako naprej. In pričevanj ljudi predvsem, ki so bila zbrana. In to se mi je sestavljalo, ampak proces nastajanja takšnega romana je zdaj težko razložiti. Lahko imaš gore knjig, pa ne bo iz tega nič nastalo. Lahko imaš 2 drobni knjižici, pa te navdihnejo, ali pa samo eno fotografijo, iz katere nastane. Seveda pa so v ozadju realni, resnični zgodovinski dogodki. Moral sem malo preštudirati, kaj se je dogajalo natančno leta 1944, kaj se je dogajalo na Pohorju in kaj se je dogajalo po svetu, da je bila vzhodna Prusija medtem že zasedena in tako naprej. Ampak imate te detajle, namenoma se še vrtim malo naokrog, detajle, kako se je živelo v Mariboru, kako je delovala bolnica, kako so delovali policaji, kako je potekalo vsakodnevno življenje, ne? To se, šele ko sem prebrala knjigo, sem si rekla, kako vse to ve, to so te mali detajli, ne, ki so stkali zgodbo naših oziroma vaših junakov.
Ja, večina stvari je izmišljenih, ne? Ampak izmišljeni ne morejo biti, če jih ne poznaš. Nisem seveda, kot rečeno, neprestano poslušal te zgodbe, kako se na ulici več ni smelo spregovoriti slovensko, kako so ljudje videli nek kamion, iz katerega je curjala kri, ker so odvažali mrliče in tako naprej. Se to se ni dogajalo vsak dan, večji del življenja normalno potekalo, kako so dobivali hrano na karte in kako so hvalili, da so imeli takoj po vojni, da so imeli pod času okupacije več hrane, ker so dobili kos masla, kos mesa, kos kruha, torej to je bilo tisoče detajlov. In veliko sem jih doma poslušal, veliko od drugih. V našo šolo, kjer smo bili pionirji, so pogosto tudi prihajali partizani, ki so si pripovedovali svoje junaške zgodbe, ampak včasih pa tudi kakšne detajle, ki so mladega človeka šokirali. Zame je bilo en takih sej marsikaj, ampak ne vem. Kakšne so bile kapacitete sežigalnice v Gradcu, kamor so odvažali ljudi? Kakšne so bile kapacitete sežigalnice v Gradcu, ker se SS-ovci v romanu o tem pogovarjajo, imajo prav tak strukturiran sestanek, kako s temi trupli ravnati in kako pomagati sežigalnici v Gradcu, da bo lahko sežgala več ljudi, kot jih je do sedaj. Kaj da bo razumel? Sežigalnica v Gradcu. Tisti imajo problem. To je tak detalj, ki sem je vse, sem si mislila, prav gotovo ste brali zapisnike in tako. O tem so obstajajo podatki, to je dokumentirano, o tem so nemški viri, o tem so naši viri. Dejansko sem našel to pri Filipiču, en podatek o žebljih, da jim je zmanjkalo žebljev. To je bil resničen podatek, ki me je frapiral. Ker po eni strani je ta sjajna nemška organizacija, po drugi strani se jim zatakne pri enih žebljih, ker ni mogoče izdelovati dovolj krst, kar se mi zdel dramatičen, strašen, tragičen paradoks, iz katerega sem jaz potem razvil pravzaprav osebo tega človeka, tega tipa srednjeevropskega ali pa še raje nemškega, ki je natančen, ki hoče neke stvari speljati, pa se mu potem pri takšnih stvareh zatakne. Da so se pa te stvari dogajale, to je pa splošno znano, niso samo sežigali tistih, ki so jih odstrelili, recimo tam iz sel na Koroškem so pobrali 13 kmetov in jim odsekali glave, kar se nam danes zdi neverjetno, da se je to dogajalo pred pol stoletja, ampak se je. Kako ste pa razmišljali o strukturi? Ko sem začela recimo brati knjigo, začne se s fotografijo, opisom te fotografije in nadaljevanjem, ki sledi. Nisem nikakor mogla tega odložiti, ker me je zelo zanimalo, ne. Vsebuje to napetost, vleče. Želela sem si izvedeti, kakšen bo potek, kako se bo razvilo. In se mi zdi, da z enim takim gostim in zamahom nas uvedete v knjigo, potem pa se s časoma ta tempo umiri, morda ne samo umiri, spremeni se. Znajdemo se v gozdu, znajdemo se med partizani, gre za dosti natančne popise življenja, razmišljanja in tako naprej. In kakor da bi se knjiga oziroma dogajanje vse bolj, potem ko nas potegne še globje vase, kakor da bi se hoteli od tega oddaljevati. Za moj občutek je konec, ne bomo povedali, kakšen je, neke vrste ubesedena fotografija, zamrznitev v času in pike na koncu ne vidim kot pike. Pa me zanima, kako ste jo vi snovali, kako ste razmišljali o strukturi. Ja, po eni strani obstaja neka struktura, ne. Jaz sem želel imeti ta poglavja, okupirano mesto, partizane v gozdovih, ker grejo vsi z velikim osvobodilnim navdušenjem, potem pa že doživljajo stvari, ki dišijo po stalinizmu ali diktaturi, torej, da so bili tudi oni med dvema ognjema, potem naslednji del pa seveda tragična zgodba iz koncentracijskega taborišča. Tudi ta tema me je spremljala že najmanj 20 let. Bil sem v Nemčiji na neki štipendiji v vili Feldafing blizu Starnberškega jezera
pozneje sem zvedel, da je čist blizu mene stanovala še živa, takrat Leni Riefenstein. In sem bral časopise in takrat in prišli so prvič, takrat pred 20 leti prvi izpovedi o teh stvarih, ki so se dogajale v Ravensbrücku in drugih taboriščih za ženske. In to me, moram reči, me je precej pretreslo, ko sem to prebral. In neka nemška interniranka je prva o tem spregovorila, nemški časopisi so bili za nekaj časa. Ampak to je tako občutljiva tema, da sem popolnoma razumel, da so potem utihnili in o tem niso več pisali. Ampak mene je to spremljalo in sem potem začel raziskovati in sem videl, da so pred par leti začeli o tem zelo govoriti in raziskovati te stvari. Se pravi, da sem hotel dobiti to sliko in slediti tej usodi med tem, ko gre njen fant v partizane in se mu počasi ona sama oddaljuje, pravzaprav ona tone v neko veliko nesrečo, s tem, ko je njega rešila, ona ga je rešila, dvakrat ga je rešila. Ženska je tista, ki je reševala, ki je bila najbolj pogumna, zaradi tega, ker druga dva protagonista se jima zdela njuna ideja in recimo odnos do predpostavljenih, do višjih in tako nekako važnejša ta umeščenost v ta red sveta. Medtem ko je ona prestopila neke velike korake, čeprav na videz v zelo majhnih okvirih, ampak je nekaj velik korak naredila in potem se je znašla v nekem infernu zaradi tega. Skratka, hotel sem dobiti to sliko medčloveških odnosov, ki potujejo potem vsak v svojo smer, ampak ves čas so na nek način povezani skozi seveda bralčevo percepcijo, ker pozna stvari že odprej in jih spremljam. Ampak je vtis moj napačen, da se nam vse skupaj počasi oddaljuje. Kot v filmu, ko se kamera oddaljuje od glavnega dogajanja in gre stran, daleč stran. Je nekako tako, ja. In zato potem pride do tega, približuje se ta naslov, približuje se Bajronova pesem, glej, ne pojdeva več dvoje, nenadoma sta si tuja, zmeraj bolj tuja, čeprav je bila to očitno neka ljubezen, ki je izgledala v normalnem času, bi šla naprej, bi srečno živela ali pa se razšla karkoli, vse to bi bilo normalno. Ni pa bilo normalno v takem času, ker je poseglo v sleherno človekovo življenje, to ljudje, ki so v Sloveniji takrat živijo, vejo. In vsi vejo, da recimo v prvi svetovni vojni se je v Ljubljani ali v Mariboru ali drugoč živelo v pomanjkanju, ampak so razmerno normalno, če berete spomine Milčinskega dnevnike, ves čas piše o tem, kje bo dobil slanino in kako bo poskrbel za družino in tako naprej. V tem času je bilo to popolnoma nemogoče. Mislim, da je vstopila vojna tako rekoč v vsako družino. Če ni vstopila z okupatorjo, je vstopila z raznimi slovenskimi strujami, z izdajami, z poskusom preživetja, oportunizma, pomanjkanja. Skratka, ni bilo pravzaprav družine, ne govorim samo o Sloveniji, seveda gre za vso Evropo, ki ne bi nečesa doživela, ne nujno tragično, ampak nekaj, kar je pretreslo ali pa spremenilo njihova življenja. Glavni junaki so trije. To je Sonja, ta pogumna ženska, ki gre in poskuša rešiti svojega moškega, ki mu ime Valentin, partizansko je Tine, in ga na nek način reši iz zapora in pri tem je zelo pomemben nekdo, ki mu je bilo nekoč ime Ludek, danes je v knjigi je Ludvik, se pravi, Ludek Miškolin si je spremenil ime v nemško zveneče, ne? To je tisti, ki ga pestijo žebli in ima strašno rad red, ampak če začneva na začetku, Sonja in Valentin si veliko dopisujeta in zelo veliko si pišeta o verzih. Ste izbrali svoje ljube vam verze in jima jih, bom rekla, dali, podarili, da je potem ta zgodba, ta lepa zgodba se je začela pravzaprav z ljubeznijo in z verzi. In me zanima, kako ste se odločali, kateri verzi pridejo v poštev. Ja, malo sem si pogledal, kaj je bilo takrat popularno. Vsi so čitali Mahov Maj, Gradnik je bil že takrat zelo popularen pesnik in še kakšni. In potem sem nekaj te poezije, ker sem želel dobiti kontrast temu surovemu času,
poezijo, liriko, ki noče imeti opravka s tem, kar se dogaja okrog njiju, okrog njih, pa kljub temu seveda poseže v njihovo življenje. Tako da v bistvu sem malo pobrskal po stvareh, ki so me, recimo, ki ste me prej o ljubezni spraševali, kadar sem bil čustveno premaknjen na ta način in sem si zdaj priklical tisti verze, ki so me takrat zanimali. Maj, Byron in drugi. To so pravzaprav še srednješolski verzi, ampak ki so se pa dejansko skozi neke generacije ohranili. In ti verzi so pač zdaj v knjigi. Nisem iz tiste generacije in sem malce kasneje rojena, pa vendar smo si tudi v mojih časih veliko še dopisovali. Pisali na roko, pisali pisma in pisali še vedno verze ljubezenske in se na ta način pogovarjali. Me je prijela ena taka nostalgija po tem pisanju, ki ga zdaj ne delamo več, ne? Ko si pišemo SMS-e in mogoče maile. Ja, tega je konc, tega je definitivno konc. In tudi brišemo jih potem, ker nam napolnijo nabiralnik, še celo kakšne lepe stavke prebrišemo. Zame je bilo to pomemben inštrument za to, da sem razložil, on je v Ljubljani, Ljubljana je okupirana, ampak živi še sorazmerno normalno v primeru z Mariborom in Štajersko. Ona je v Gradcu in vidi, kako nacizem prihaja, kako so začeli z Judi in tako naprej. Čeprav se ona noče ukvarjati s politiko, ampak te stvari vendarle opaža. Njega pa to potegne, ampak ves čas se skušate vzdržati to pristno človeško, ljubezensko vez s pomočjo verzov. Vsega tako ni mogoče izraziti, kaj dva čutita, pač je to neka, kaj bi rekel, nek inštrument, nekako pomaga, če si napišete neke verze, s katerimi potem komunicirate, za katere potem se v nekem trenutku, če sva že pri verzih, če ste opazili, se potem tisti Goethejev verz in šel bom nekam v gost in ne bom me, ali šel bom nikamor, pravzaprav postane prav tragično sporočilo, ki ga je prej mimogrede sporočil, zdaj pa postaja sporočilo odhoda, niča, nesmisla, vse smo preživeli, pa ne znamo več skupaj živeti. Imate na nek način, bom rekla, namenoma zavajajoče ljubezenski trikotnik, ne? Ki ni čisto klasičen ljubezenski trikotnik. Kako ste razmišljali o svojih likih? Ker najprej nas lepo popeljete v zgodbo, se potopimo z vami, z njimi vred v njihovo življenje, v njihovo čustvovanje, potem pa se vse zelo spremeni. Potem pa oni kot posamezniki in s tem, kar občutijo, se mi zdi, niso več toliko pomembni, potem rišete to veliko sliko in zato me zanima, kako, a morate imeti svoje like radi? Je to nujno? A noče imeti kaj? Če morate imeti svoje like radi, recimo. Čeprav meni se zdi, da imate skozi distanco do njih, vse skozi. Ne vem, to je težko vprašanje. Jaz se seveda skušam identificirati in čim bolj poglobiti, ne toliko psihološko, seveda, čeprav tu brez psihologiziranja ne gre, ampak v okoliščine, ki nekega človeka oblikujejo. Recimo ta Miškolnik, Ludvik, on je pripadnik mariborske nemške manjšine. Mariborski Nemci so pričakovali, ko so Hitlerja sprejeli, oziroma Hitlerja še najprej nemško vojsko, pozneje je prišel tudi Hitler, sprejeli z navdušenjem. Ampak oni so pričakovali, seveda bil je tu, moramo vedeti, na obeh straneh silovit nacionalizem. Slovenci tudi niso bili nedolžni, ker so Nemcem v Mariboru omejevali nemščino in jim tudi na kakšnem avtobusu to povedali in tako naprej in v šolah in tako naprej. Ampak ta manjšina se je nagnila proti nacizmu. Od njih so pričakovali neko odrešitev, ampak kljub temu so pa vse ljudje, ki so bili takrat v normalnih srednjih letih in so doživeli še Avstrijo, vse to je bilo komaj 20 let pozneje, pričakovali, da bo prišla dobra stara Avstrija z svojim redom in plesi in ne vem čem. Prišel je pa Gestapo, ki je začel zapirati ljudi, izseljevati
inteligenco, samo zdravnike so pustili, ki so jih potrebovali, pa še tiste so nekatere izselili. Izselili so vse učitelje in tako naprej, nekaj jih je pobegnilo v Ljubljano in tako dalje. Med njimi je bil mimogrede, ker ne vem, če ljudje vejo za to anekdoto, eden od teh mladih ljudi, ki so živeli v Mariboru, se je pisal Zorko Simčič. On je prišel kot begunec zaradi fašizma v Maribor, kot otrok, ki je tam hodil v srednjo šolo, jo je končal. In potem, ko so Nemci prišli leta 1941, je rekel, da gre v Ljubljano, se bo umaknil, tam je mirneje, ker so imeli Nemci sezname vseh rodoljubnih, ali kako bi rekel, nacionalno zavednih ljudi, zlasti pa Primorcev, ki so se preselili v Maribor. In je rekel, da gre v Ljubljano in iz Ljubljane se ni vrnil, tam se je leta 1945, on je vmes dobil še neko literarno nagrado, začel je pisati, bil je mlad človek. Očetu, preden je odšel v Ljubljano, je rekel, čez 14 dni se vrnem. Vrnil se je čez 70 let, ker leta 1945 je odšel skupaj z domobranci in civilisti, ki so bežali. On ni bil domobranc, ampak je bil civilist, je šel čez Ljubelj, od tam v Italijo, iz Italije v Buenos Aires in tako naprej. In leta 92, 93, ali kdaj, ne vem, se je vrnil. Očetu je rekel, čez 14 dni se vrnem. To so bile takšne usode. No in to je bil Maribor v leta 1941, ko pride okupacija. Tudi mariborski Nemci niso pričakovali, da bo to tako surovo, da bo to tako divje nenadoma. Postrelili so 500 talcev med vojno za mesto, ki je imelo takrat mogoče 70 tisoč prebivalcev, a cela Štajerska, mogoče pol milijona, ali kaj, postreliti 500 ljudi, da ne govorimo o izseljenih, mučenih in tako naprej. To je bilo dejansko eno tako brutalno obdobje in so celo mariborski Nemci, pripadniki te manjšine, videli, da je ta stvar šla predaleč. Leta 1942 sta dva pastor, evangeličanski, ki je bil nacist, član nacistične stranke, in Čeliga, ki je bil pivovarnar v Mariboru, ta je pa znal tudi slovensko, vsi so govorili tudi slovensko, pisala Himmlerju, da so te stvari šle predaleč, da to prebivalstvo, ki bi jim bilo sicer lahko naklonjeno, se jim vedno bolj odmika, upira in tako naprej. In seveda so oba tako odstavljeni, da je bilo konc s tem. Hočem reči, in tale moj Miškolnik, seveda, njega pa je potegnilo v nacizem, v SS, on je pa svojo veliko stvar iz tistih malih konfliktov, ki so jih imeli Slovenci in Nemci med vojno, po gostilnah, menda obstajajo zgodbe, kako so dijaki nemškim dijakom barvali nogavice s črnilom, ker so oni bile nogavice, to je bilo znak pripadnosti, Heimat, Troj so bili tisti. Iz teh malih konfliktov se je razvila nepojmljiva, surova zgodba, ki se je nadaljevala tudi po vojni. Tudi po vojni, ko so precej Nemcev naši pobili, precej se jih pa izselilo in ta manjšina je izginila potem. Ampak vi v romanu Ženski, to je Sonja, ki ne verjame v politiko, se noče z njo ukvarjati, pravzaprav svojemu fantu, ko prvič omeni Osvobodilno fronto, morda je še ne imenuje, s temi besedami govori o nekih fantih in skupinah, mu to seveda odsvetuje in tisto, kar je mene zelo zabolelo, je, vanjo je politika najbolj brutalno posegla. Posegla je direktno v njeno telo. Ja, najbolj nedolžno in najbolj plemenito in na nek način odločno. Odločnost biti v neki enoti ali pa pripadati nekemu redu, kot je Miškolnik pripada, gre skozi vse šole, da postane SS-ovci in tako naprej. In čeprav se mu vse že ruši, to je leto 1944, se so vsi že videli, da se ta stvar ne bo dobro končala. On bo vztrajal do konca. Valentin, ki je bil kot nekakšen krščanski socialist, odšel v partizane, pride med komuniste, tam, ko se znajde v Beli krajini, ker tudi želi pripadati tej stvari in se mu ta stvar zdi močnejša od vsega drugega, tudi od ljubezni. In medtem ko
je ona tista, ki se izpostavlja za to, potem se je znašla pa v mehanizmu, ki je deloval po svoje, ne, ki je bil strašna mašinerija. Pa vendar se mi zdi najbolj presenetljiv, jaz mu rečem Miškolin, se opravičujem, Ludek Ludvik, se mi zdi najbolj presenetljivo usodo doživi. Pravzaprav to, kako konča, niti ni presenetljivo. Presenetljivo je tisto, kar se mu vmes zgodi. On, ki je štel žeblje in jih ni bilo dovolj in je bil jezen, da tega reda ni in si je zadal, da bo vzpostavljal red v mestu z vsemi temi ukazi, pesmimi in tako naprej. Po mojem občutku, prepričanju na koncu doživi ljubezen. On edini, ki je skoraj da ni razumel, ker zanj je vse, kar šteje, ljubezen do domovine, do reda, nič človeškega ni, ko on govori o ljubezni. Sprva. On niti ne govori o tem, ampak očitno bolj ali manj to čuti, oziroma skuša z nekimi redkimi stavki povedati. On se znajde, beži iz Šterntal'a, ker so bili politični zaporniki in med njimi od Nemcev do Slovencev, tam je bila en velik kaos, od tam pobegne in pod streho ga vzame ženska, ki je izgubila moža med vojno. In sodelovala z Osvobodilno fronto in partizani s tem, da je iz bolnice in lekarn in ja, odvažala. njenega moža so ubili na Ptuju in izmišljeno je, govorim, kot da bi o resnih stvarih govoril. Takšne stvari so se dogajale. Bere se, kot da je vse zelo zares. Njega moža so ubili kot kakšnega lacka ali nekaj takega, ni bil tako, ampak ona je sama, že vsa leta med vojno, nenadoma se znajde nek ubog, razcapan človek. To je pač nek krščanski moment, ali pa ni nujno, da rečemo krščanski, moment nekega globokega sočutja, človek je krval, razcapan, treba mu je pomagati, saj se ne vpraša, kdo je, ona ne ve, dolgo ne ve, kdo je. Ona ve, da neki ljudje bežijo, ene ljudi imajo zaprto, dela kot medicinska sestra v Ptuju in ve, da pogosto pripeljejo pretepene ljudi tudi od tam in tako naprej. Nekomu hoče pomagati, to je. In ker sta toliko časa skupaj, seveda se nekako navežeta drug na drugega. In to je tisto, kar ljubezen premaga vse in vse premaga ljubezen. Ljubezen za hip premaga vse, to ogromno razliko med njima, to, kaj se je njej zgodilo in to, kar ta Gestapo oziroma SS-ovec je, nenadoma med njima nekaj nastaja. In v trenutku, v normalnih časih spet bi mogoče celo premagala neke ideološke, svetovno-nazorske, politične, nacionalne, kakršnekoli razlike. V tem trenutku pa seveda to ni mogoče. In ko ona zve, kdo je bil on, da je pravzaprav bil tudi posredno krvnik njenega moža, čeprav ni ga imel nikoli v roki, ampak bil med tistimi, ki so to počeli, se Tacite na nek način odloči, ni ga izdala, ampak odšla je. Pustila je, da bojo stvari tekle, kako tečejo. In seveda, kot ste rekli, ljubezen lahko doživi tudi ta potem človek, ki je prinesel toliko zla. Ljubezen je nenavadna, močnejša, čudna, ima nenavadna pota in preseneča ljudi same, kje so se znašli, kaj počnejo pravzaprav zaradi ljubezni, koga rešujejo, za koga se žrtvujejo. Ja, po svoje se mi zdi lep in zanimiv ta moment, da ravno on doživi edini, ko se nam že vsem oddaljuje ta ljubezen, ko so vse te kalvarije vmes, on doživi, vi pravite krščanstvo in sočutje, jaz temu rečem ljubezen, ne. Pišete tudi, da so bile v teh časih vse ljubezni zelo kratke in strastne in hitre, ker se nikoli ni vedelo, kje bo kdo. No, ampak preden se mu zgodi, kar se mu zgodi, je tu še ljubezen. Ali bi rekli, to vem, je malo mogoče poceni vprašanje, kaj ta knjiga stori za ljubezen in za vero v ljubezen? Torej, jaz te knjige nisem želel instrumentalizirati nobeno smer, ne v politično, ne v zgodovinsko, ne se postavljati na nobeno stran tukaj, čeprav seveda je jasno, da se ni mogoče postaviti
na stran SS-ovca, ki išče žeblje, da bo lahko čim več kar zabil, ampak poskušam ga pa razumeti, tudi njega poskušam razumeti. To je težka naloga za pisatelja, razumeti vse, tudi zločinca. Ampak kljub temu to ni instrumentalizacija. In tudi ni instrumentalizacija ljubezni, da bi v tem smislu, kot je že omenjeni svetopisemski pisec Pavle, govori, jo skušala dvigniti nad vse, zaradi tega, ker se tudi ljubezen zlomi v teh razmerah. Ni nekaj, kar je popolnoma nedotakljivo, nezlomljivo, neranljivo, je ranljivo, je občutljivo, kot pravi drugi angleški pesnik, ne Byron, ampak Oscar Wilde pravi, vsak ljubljeno ubije stvar, podleš s pogledom jo, a z mečem je junak. In nekaj takega, to se pravi, v teh zakompliciranih medsebojnih razmerjih drug drugemu tudi škodujejo, napravijo zlo, drugi pa s tem živijo. Glavni junak živi naprej, s tem pravzaprav vsi preživijo, razen enega. Vsi preživijo in s temi svojimi bolečinami živijo naprej. Na koncu romana se ta naša glavna junakinja, ta, ki je pogumna in politika vanjo res grozljivo poseže, udeleži v tem svojem življenju, kjer je rahlo že odmaknjena, gre na pogovor, kjer mlad pisatelj predstavlja roman Severni sij. Vi ste tako rekoč eden od junakov romana. Ja, res je. Ne vem, kako se mi je to zgodilo. Jaz sem razmišljal, pravzaprav, če sem kaj razmišljal, je bilo to, da ti ljudje, ona ostane živa, dela v bolnici, njen oče je zdravnik, ampak ne najde več človeških stikov, razen z neko prijateljico. In jaz sem poznal te gospe, ne ravno te, ki so to doživeli, poznal sem pa ljudi, gospe, ki so prišle iz taborišča ali pa ki so pač preprosto preživeli vojno. In v času, ko sem jaz napisal Severni sij, ki je nekakšen predhodnik tega romana, ker se dogaja v letu 1938, ko se vojna še napoveduje, ko se sluti nekak evropska kataklizma, sem takrat pomislil, pravzaprav te gospe so vse še tukaj in ti ljudje, ki sem jih jaz poznal, ljudje, ki so preživeli vojno na tak ali drugačen način. In kako bi sprejela potem nekaj takega. Skratka, jaz sem jo postavil v knjigarno, kamor pride mlad pisatelj predstavljati Severni sij in takrat je imel zelo malo ljudi, ki tja pridejo. Ampak ona tam naleti na nekaj drugega, tega pisatelja ne sliši. Ona prebere v časopisu, da predstavlja dogodke pred drugo svetovno vojno, ki se jih ona spomni. Zato gre v to knjigarno. Ampak tam naleti na Byronovo pesem, glej, ne pojdeva več dvoje, odide nesreča pisatelja. To je en tak poskus, da bi povedal, kako sem si pravzaprav s temi ljudmi, ki jih opisujem, blizu, na živ način, ne na način literarne izmišljotine, čeprav je vse skupaj v nekem čudno izmišljenem konglomeratu, ampak včasih je literatura mogoče bolj živa in bolj resnična kot resnične zgodbe. V Mariborčani drugače berejo, zdaj, ko ste imeli že nekaj pogovorov in gostovanj, drugače berejo knjigo kot recimo ostali, ki niso iz Maribora? Verjetno, ja, so mi rekli, ja. Rekli so mi, kar je zanimivo, par takšnih odzivov, govorimo o odzivih bralcev, ki jih nekoliko poznam ali pa ki si mi upajo tudi kaj v obraz reči takšnega, da jim ni všeč. Kar se vam ljudje ne upajo povedati, ali kako? Ne, šalim se. Nekdo mi je rekel, pravzaprav sta mi dva rekla, da ta naslov že, ampak to je pravzaprav zelo moški roman, moški ga raje čitajo, pravi. Vojna, partizanstvo, konflikti, tragični dogodki, atmosfera okupacije, atmosfera vojne in tako naprej, spopadi med partizani, med vrinjenci in komunisti in krščanskimi socialisti in tako naprej.
čeprav jaz mislim, da to ne drži, ne, ampak mislim pa, da seveda za nekoga, ki je zlasti iz neke generacije, ki je še v stiku, tako sem jaz mislim, da sem v stiku s to generacijo. Mi smo zadnji pričevalci tega, ker smo še poznali ljudi, ki so takrat živeli. Naslednja generacija, dokler obstaja ta živi stik, je to še živo na nek način. Potem naslednja generacija s tem nima več opravka, je to res samo še zgodovina. Zame ni. Če sem jaz te ljudi poznal, ni to samo zgodovina, to je del današnjega časa. Ne. In Mariborčani seveda najbrž berejo drugače, ker poznajo nekatere stvari, mogoče skušajo celo kaj prepoznati, kar pa ni mogoče, ker so res izmišljene. Se pa sliši dobro za marketinško Zmeraj se bolj pojavi, ko se že pri kakšnih prejšnjih mojih knjigah, ja, tega sem pa jaz poznal, ampak točno tako je bilo. Ja. Dobro se sliši, da je roman Draga Jančarja in ljubezen tudi roman za moške. No. Kritike so vam, kot vedno, večinoma zelo, zelo naklonjene. Berete kritike? Ja, kar mi pride pod roke, preberem. Ne? Včasih kaj raje ne bi, ampak... Matej Bogataj je napisal, pa on je napisal o kritiki o vašem romanu, je pa opozoril na nek fenomen manjši, in sicer, ko je pisal kritiko o romanu Druga preteklost Vinka Möderndorferja, je omenil, da se nek prizor, ki tudi podobno obravnava temo kot vi, podoben čas, pravzaprav da je nek prizor, to je napad na Žago, ker delajo za Nemce, pojavil v vaši in v njegovi knjigi. Ne? In da je zanimivo, kako se avtorja generacijsko blizu, kako so se z velikimi zamahi, pomembnimi zamahi za nas lotila pripovedovanja o tem času na pravzaprav zelo vsakdanji, ne v slabšem smislu, ampak tak življenjski način, ki se nas lahko vse dotakne. Vinkova knjiga je bila tudi med 10 za Kresnika, ampak dlje ni prišel. Poznate to roman? Naj mi Vinko oprosti, nisem ga prebral. Mi je Manca Košir pisala, da ga moram prebrati. Bom ga prebral, ampak ima 800 strani. Res je? Bom ga prebral, seveda že, ampak moram najti čas za to, da ga bom prebral. Če pa je Bogataj odkril ta prizor z Žago, to je po mojem, vsi ti napadi, recimo zdaj, če se gremo amaterskega zgodovinarja, pohorskih partizanov, pa partizanov na Štajerskem, so bili na mline, na žage, na male postaje. Ni bilo tega vojskovanja, kot je bilo na Dolenjskem, ki so brigade se bojevale najprej s Italijani, potem z Nemci, potem z domobranci, veliki spopadi, velike bitke in tako naprej. Večji del tega vojskovanja je bilo res gverilski napad z žago, jo sežgati, ker s tem škodiš okupatorju, minirati progo in tako naprej. In mogoče bral kaj podobnega, eno od teh žag, ampak najbrž čisto isto ne more biti, to dvomim. Ne, ni čisto isto, poleg tega so pri njemu prizori mučenja. Nekdo mi je tudi rekel, da imam en prizor, kjer čakajo na nemško kolono, ki prihaja, da je podobno Zupanu. Sem rekel, pa logično, počakali so v zasedi, ustrelili so šoferja, jih nekaj postrelili, bežali, da je pobrali orožje in bežali. To je bila gverila po vsej Evropi, pri nas pa sploh ne. Ta del gverile. Medtem ko v Ljubljanski pokrajini, pozneje leta 1944, na Primorskem je bilo to drugače. Pri Vinku so prizori mučenja veliko bolj brutalni kot pri vas. Vi jih opišete, seveda so to grozni prizori in to je težko brati, ampak on je tukaj še bolj krvav in bolj neusmiljen. No, jaz ne mislim, da to ni kritika, ker nisem prebral. Tu je gradiva toliko, da lahko napišeš krvavo knjigo od začetka do konca. Jaz mislim, da se človeka bolj dotakne, če se sluti, kaj se dogaja. Ni treba zdaj opisati vsak trenutek, ko je v udarcu počela koža, ko so nekomu iztaknili oko, ne vem, kaj se je dogajalo. Vem, kaj se je dogajalo, ampak ne zdi se mi to potrebno. Jaz mislim, da če ustvari z stavki, z napetostjo, neko atmosfero, ob kateri človek začuti nekoliko strahu ali nenavadnega trenutka, ki se tam dogaja, potem si to že dosegel, brez brutalnosti.
Se mene pri vaši knjigi zabolijo veliko bolj druge stvari, ne to mučenje. Mene na splošno zanima, kako, a imate vi kakšne dnevne rituale ali pa delovne rituale, kako ustvarjate, kako pišete, kaj je takrat za vas pomembno, kaj ni? Ja, vsak ima, ne, ampak zdaj z leti počasi zmeraj več potrebujem miru in tišine, zato tudi pogosto odpovedujem in so včasih nekoliko užaljeni po knjižnicah in tako naprej, ker dejansko ne morem se potem zbrati in če si vzamem en mesec za delo in moram 3-krat vmes potovati, ne vem kam, v Žalec, Trst, Koper in tako naprej, je ta mesec razbit. Jaz potrebujem cel mesec intenzivno z enim delom. Včasih je bilo drugače. Pisal sem, kot je bilo tam prej omenjeno, kolumne za Delo, delal sem v Slovenski matici, se boril za založniki, se boril za birokrati za denar, prebiral rokopise, nekatere celo popravljal, veliko sem potoval in hkrati sem pisal. Res pa, da sem zmeraj našel tisti najmanj mesec dni skupaj, pa potem še po 14 dni, po teden dni. Jaz moram iti nekam v samoto, začnem delati in po 3 dneh, prvi dan mi ne gre, drugi dan mi ne gre, tretji dan ugotovim, da ne znam pisati. Ampak 4. dan pa potem se začne to. Kaj pa najraje počnete, ko ne delate nič, ko ne pišete, ko se ne pripravljate na novo delo? Če se vrnemo na tisti plakat Lenoba, Lenoba. Takrat čakam, da pride božja iskra odhodna. Ne, imam zmeraj par idej, jaz sem pa tudi pasioniran bralec, jaz veliko berem in mislim, včasih se kar tudi izbranja kakšne stvari v neko čist drugo smer usmerijo in tu ni nujno, da je literarno branje, to so lahko kakšna zelo faktografska branja, zgodovinska knjiga, neke zelo banalne stvari, ne, ampak iz tega počasi nastaja nekaj, kar pa je zmeraj povezano, se to ni nobena skrivnost, ker to verjetno vsak pisatelj pozna, z nečim, kar je v tebi, kar se ti zdi, da te je potegnilo, da te na nek ali čustven ali razumski način, ali z jezo, ali z simpatijo, nek močen odnos mora biti do tega, takrat lahko z tega nekaj nastane. A se pisatelji in pisateljice med sabo pogovarjate, kako pišete, kako razmišljate, ali pa se pogovarjate o tem, kaj ste napisali? Zadnje čase nič in jaz to opažam, da se to dogaja, ne vem zdaj, ker nimam stika več z novimi generacijami toliko, ampak jaz sem bil v Mariboru najprej v tej skupini peterice, smo se malo družili, Patlič, Forstnerič, Brvar, Kramberger in mi smo cele noči debatirali in seveda nekaj malega o politiki, nekaj malega smo obrekovali, kaj smo rekli v vinu, ampak debatirali smo o tem, kaj je kdo napisal in kaj je kdo prebral. Nekdo je prebral knjigo, začel strastno o tem govoriti in potem smo drugi prebrali to knjigo. To so bili takšni krožki in potem je bila druga taka skupina okrog Nove revije, ker se je potem pozneje zmeraj več politike dogajalo, ampak zelo dolgo in še potem, ko se je tudi politika dogajala, smo brali, smo debatirali o svojih tekstih, o tem, kaj objaviti, ali je vredno in tako naprej. Skratka, bile so to zelo strastne debate in ker smo bili v krogu izjemno razgledanih ljudi, tudi mešanica filozofov, pisateljev, pesnikov in tako naprej, ljudi, ki so se ukvarjali s filmom, z teatrom, z vsemi mogočimi stvarmi, je bilo to na nek način zelo produktivno. Saj to ti ne pomaga pri pisanju na koncu, ne? Ampak te dolge debate, v katerih je bilo veliko vina včasih tudi, ne? Od tega nekaj ostane, neka strast do umetnosti, do nekega sveta, ki ni zgolj sam svet koristi življenja. In pozneje se nam je malo preveč vse skupaj v politiko obrnilo, ampak bil je tak čas, da ni bilo mogoče brez tega. Ja. A prepustite koga, ko pišete, date komu, govorim, ne vem, od vaših bližnjih, nekoga, ki ga cenite, spustite koga v ustvarjanje, v pol romana, v začetek romana. Kako recimo po drugi strani tudi delate za uredniki?
Torej, nikoli ne dam brati besedila, ki ga pišem. Ne. In naučil sem se tudi tega, da ne govorim o tem, kar bom pisal. Prav praznoverno sem postal kakšnemu prijatelju, recimo nekoč Jaroslavo Skrušnjo, se spomnim, smo pripovedoval cel roman, kako ga bo napisal, nisem ga mogel napisati potem, kot da je bil iztrošen. Zgleda, da je to, da to moraš sam s sabo početi. Ne vem, nekateri dajo prebrati, nekateri rečejo, kaj si pa ti misliš, ampak jaz mislim, da te to lahko sam zapelje v napačno smer. Če stvar stoji, če zori, če je v tebi, če v glavnem tako slutiš, se nimaš nikoli popolnoma jasne predstave, kako se bojo te, meni se je to zadnje poglavje čisto zgodilo, nimaš jasne predstave, najboljše je, da potem to sam pri sebi reduciraš, iščeš in potem se nenadoma pojavi trenutek, ko rečeš, to je to. Kako pa, čisto praktično vprašanje, vi imate prevajalko, vedno pozabim, se opravičujem, to zakomplicirano ime, ampak ona je veliko vaših del prevedla. Vi sodelujete takrat v času, ko ona prevaja, se pogovarjata, se usklajujeta? Za kateri jezik? Francoščino. Ja, Andrej Ligue, ja. Ona je zanimiva prevajalka, ker je ona je rojena v Franciji, je pa hči nekega prekmurskega, njen oče je Prekmurec, ki je v Francijo šel delati, ali ne vem, zakaj je šel, takoj v letih po vojni in je tam ostal. In edine stike, ki jih je imela, so bili ti Slovenci iz Porurja, tisti ostanki rudarjev in tako naprej, med njimi je bil tudi Vinko Globokar, recimo. In drugače pa ni imela stika slovenščine, razen s to prekmursko slovenščino, ki je oče govoril. In jo je pa začela zanimati slovenska literatura. In ona zdaj že govori slovensko, ampak še zmeraj ne rada govori slovensko. Piše pa sjajno francosko. Pri nekaterih njenih prevodih mojih knjig, kar se v Franciji redko dogaja, so napisali, da je odlična francoščina, odličen prevod. Zelo ne radi napišejo kaj o prevodu, ne. Ampak to se je parkrat zgodilo. To se pravi, da je dobra prevajalka. Ona me zelo redko kaj vpraša. Večina prevajalcev, oziroma mnogi tisti, s katerimi imam pač stike, mi včasih pošlje kako vprašanje iz slovenske. Jaz se ne oziram na to, ali bojo ljudje v Nemčiji ali Franciji ali v Ameriki razumeli, kaj je Kočevski rok ali Pohorje ali Šiška ali Moste, ker to je zame popolnoma nevažno, ali tudi kako slovensko besedo hrepenenje ali ne vem kakšno, ki ni mogoče prevesti, pravijo. Se na to ne ozirajo in včasih se seveda pojavijo kakva vprašanja te vrste, tehnična zelišča, kaj takega. In seveda zelo rad pomagam. Ampak tega ni zelo dosti, ker v glavnem nasprotujem temu, da bi v fusnotah razlagali. Ker jaz mislim, da je treba tudi našo zgodovino, čeprav to zgodovina nekega majhnega naroda, neke majhne skupine, je pač treba vzeti, ker če jaz berem Hamsuna o njegovih norveških fjordih in iz leta 1900, brez kakršnih koli fusnot, potem bo nek francoski bralec moral prebrati tudi, kaj se je dogajalo na Štajerskem ali pa v nekem ljubljanskem predmestju, ne. Ker literatura je po svojem izvoru, je lahko rečemo nacionalna ali pa lokalna celo ali karkoli, pa sporočilo pa mora biti univerzalno. In če nima univerzalnega sporočila, potem je brezupno pojasnjevati, da je bil Trubar slovenski reformator pod črto, v Galjotov recimo so to delali in vse to. Če samo sporočilo recimo romana Galjot o nekem begu in tako naprej, ne deluje samo po sebi. Ampak vendar se sprašujem, kako je biti urednik, urednica vaše knjige? Kako to sodelovanje poteka? Ker Beletrina je znana po tem, da je uredniška založba. In kako neki človek, če sploh urejuje Draga Jančarja? Tako, da mi popravlja slovnične napake, ja. Jaz sem včasih nekoliko površen, ker me zanese, to je strast, pisanje je pogosto strast. In tudi, ko preberem naslednjič, za sabo ne opazim kakšnih stvari, ne.
In recimo pri tej knjigi sem imel nekega fanta, ki ga nisem spoznal, Jernej Zupanič še piše, ali Zupančič, ne vem, mogoče je tu notri, ga ni. In mi je vsejane stvari popravil, nekaj stvari opazil, ki jih jaz nisem. To je pravzaprav edini način, drugače tega redakcijskega dela, za katerega sem slišal, da Beletrina dela z drugimi avtorji, da malo tudi napiše knjige oziroma jim svetuje, kako naj neke stvari napiše, tega ne poznam. To sem poznal sem čist, ko sem bil začetnik, ko sem imel pravka z Marjanom Krambergerjem, ki je bil urednik založbe Obzorja, ampak tudi on se ni vtikoval v zgodbo, v detajle in tako naprej. Imel je pa take pripombe, ki so mi dali misliti, ampak tega je bilo pravzaprav zelo malo. Predvidevam, da si avtorji vedno želijo slišati mnenje ali pa vprašanja bralcev in bralk o delu, o katerem danes govorimo, tako da to je ta trenutek, če se želi kdo vprašati, kaj povedati. Hočem reči, ni nujno, da je vprašanje, veseli so, če mi kaj poveste o njihovem delu. Lahko pa gremo ven na svež zrak, jaz bom še tukaj, pa se pogovarjamo naprej. Ok. Kakšne načrte imate? Zdaj sem v tistem stanju, ta stvar me je precej zasedla, ker je bilo veliko dogodkov, potem ta nagrada in tako naprej, zdaj cel kup prevodov prihaja, ker se treba s tem ukvarjati, nekaj sem imel tudi nastopov in pa tudi moral sem si odpočiti od tega romana. Ta roman mi je vzel precej energije in zdaj sem začel nekaj novega, sem v tistem času, ko čakam na božjo iskro. Letos ste imeli tudi lepo obletnico, pa vas bom čisto po človeško vprašala, kaj si želite, če odmisliva knjige in pisanje? Kaj si naj človek želi? Živeti nekaj časa normalno, napisati kakšno knjigo še, ne? In se čim manj spravljati v čim manj stresnih situacij, kar se mi je v prejšnjih letih zdelo zanimivo, razbudljivo, to se mi nenadoma ne zdi več. Zdi se mi, da se moram vprašati o nekih bolj bistvenih stvareh, poetičnih stvareh, pa tudi zgodovinskih stvareh, o nekih stvareh, ki presegajo neko dnevno politično, čeprav seveda spremljam, kaj se dogaja, ampak nimam več ne bom rekel, da nimam energije, ker nekaj še imam, ampak nimam volje po urejanju sveta na ta način, kot sem ga urejal ali skušal urejati. Mislim, da sem ga slabo uredil nekoč. V redu, se pravi, boste še nekaj časa danes tukaj, čaka vas... Sicer pa sem dobil 2 nasveta, ker so prihajale razne čestitke, ne. Nek prijatelj, oziroma to je bolj znanec, ni prijatelj, Zorko Simčič, mi je napisal, najprej bom drugega omenil, bližnjega prijatelja, ki je v mojih letih je prestopil to 7. desetletje, je rekel, ti ne veš, kako so 70. leta zajebana, boš videl. No, to je bila taka prijazna, prijateljska čestitka. Nekdo drug, ki je star 90 let, no in to je Zorko Simčič, mi je pa napisal, zdaj prihajajo najlepša leta, zdaj boste popolnoma svobodni, delali boste, kar mislite, čudovita leta vas čakajo. To sta te mnenje, zdaj komu naj verjamem, ne vem. Bomo preverjali. Danes vas čaka, takoj ko se spustite dol, knjiga in ljubezen tudi. Danes je malček cenejša kakor sicer, tukaj imate tudi avtorja, se vam lahko podpiše. In ko se boste spustili še malo nižje, vas čaka strani Dela organiziran prigrizek in pijača. Najlepša hvala, da ste bili z nami, da ste prišli in predvsem najlepša hvala vam, gospod Drago Jančar, za še en lep roman in ljubezen tudi. Žal. Bi rada nekaj povedala. 91 let, izvolite.
Jaz sem generacija predvojna, ki je vojno dala skozi in tudi na svojih, no, dost hudega. In to sem vam hotela že pred leti povedati, sam nisem najdela načina, da pišete tako, kot da bi vi to sam doživel. In vas občudujem. Res. Neverjetno, no, doživeto. No. Ja. Ja. Ne vem, kako, a vam te pričevalci, ali kako tako povejo, doživeto, ali ne vem, kakšen dar imate vi to. Prav dar, ja. Ja. Želim vam vse najboljše. Še vi kakšen nasvet glede na 70 let gospoda Jančarja? Imate vi še kakšen nasvet o njegovi 70-letnici? Ja, to so najlepša leta. Ja. Če se po meni boste obnašal, potem 10 let imate še dobrih. Najlepša hvala. Vsi so mi pa povedali, manj vina, manj mesa, pa vse pa ne cigaret, vse to vem. Ja, vse veste, da ni vsega za verjet, ne? Ni vse za verjet, ne? Najlepša hvala vsem, se pravi knjiga in Prigrizek vas čakata v Vodnikovi domačiji. Lep večer še naprej.